Ljudje in ljudine, poslušate 194. epizodo podcasta Bot in drugo epizodo meseca Westerna. To je podcast, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z. Obot osnovali banko in oropali druge. Smo, tako kot skoraj vedno, Mito Gegić, Howdy, partner. Igor Harp in Aljoša Hrlamov, ki še vedno ne bo poskušal tega. Današnja epizoda je druga epizoda letošnjega tematskega meseca, ki ga posvečamo westernu. Govorili bomo torej o tem, kako se je western spostavil kot najbolj pomemben žanr, kako je oblikoval ameriški mit in karakter, ter kako je bila to nemogoča naloga, ki je klonila, medtem ko je zdaljave že dišalo po paradižnikovi omaki z baziliko. Če filmov, ki jih bomo danes obravnavali, če niste pogledali, potem za vas velja pošteno opozorilo, da se bomo sicer skušali izogibati kvarnikom, toda to gotovo ne bo šlo brezmadežno, saj so to teme, motivi in vse ostalo pogosto povezane s tem, kako junaki končajo, zato si jih nekaj, vse, morda najprej pogledajte, preden poslušate dalje. Če pa ste filme že kdaj prej pogledali in gre za večinoma klasike žanra, ali pa jih niti ne nameravate gledati, potem pa zajahajte svojega plemenitega žrebca in vamonos, maestro, tista z banjom. Skaj nuna, je to skaj. Lepo, lepo. Okay. Skratka, danes delamo klasični western. Predtem bom jaz, preden se lotimo prav filmom, bom še nekaj, imam še filozofije za podeliti z vama. Kako, skratka, kaj se je vse tisto, kar se je razvijalo z klasičnim westernom. Zadnjič smo že nekaj omenili, ampak nismo se zdaj toliko spuščali v to, kako je western pravzaprav oblikoval ameriški karakter, kot sem že rekel, ameriško to neko idejo, kdo Američani so. To se je nekako takrat v teh letih izoblikovalo, seveda pa prej z neko dolgo filozofsko podlago. Omenili smo v prejšnji epizodi Jamesa Fenimore Cooperja, kot tistega, ki je napisal Poslednjega Mohikanca. On je veliko knjig posvečal temu strahu pred tem, da bo Amerika izgubila ta frontier. Skratka, da se ta naravna meja, ta neka divjina počasi izgublja v Ameriki, zato ker Amerika vse skupaj civilizira in da se tam mesta, skratka, tehnologija se širi in tako naprej. Ja, romantiki primerno. Tako, romantiki primerno. In tudi eden od, recimo, slikarjev, Thomas Cole, ki je bil vodja Hudson River School. Ta je moja šola, ne ona druga. Ja, je pa slikal ene take zanimive slike, ki jih je postavljal grške templje v ameriško divjino. In tudi on je veliko, skratka, opozarjal na to, da se ta ameriška divjina izgublja. Predvsem pa je bila njegova ideja, da vsak imperij, ki je, skratka, zgubil to neko divjaškost v sebi, to neko neukročenost, je propadel v dekadenco in zato je pač, skratka, grozljiv z Rimom, da se bo Ameriki čez čas zgodilo isto. In to stane na zadnje, je to seveda ameriški transcendentalizem. Ja. Nikoli več ne bom ponovil tega, skratka, ameriški ti. Kamor spadate Emerson in Thoreau. Skratka, je tudi govorila o divini, o tem, skratka, kako je to čez razvitost, skratka, neka razvitost, ki gre čez neke mere, zelo nevarna za ameriško dušo. Ja, čeprav, ne? Ja. Ko omenjamo Emersona, ne? To je človek, ki je živel v divjini, tako da mu je njegova mama kuhala vsak dan in mu prinašala stvari in vsi ostali člani družine tudi. Da... Bil je prvi 30-letnik. Ja. Ja, lej, Thoreau so davke plačevali njegovi prijatelji, tako da je bil prvi, ne vem, kdo. Tudi Cankar. Tudi Cankar, ja, ajde, ja. Skratka, kaj? Predvsem so pa govorili o tem, da ameriški umetnik, posebej, pač vsak Američan, ampak posebej ameriški umetnik, skratka, zelo ceni to svojo savagery of his heart, se pravi divjaškost svojega srca. Taka spet romantična. Razen pri drugih. Ja,
Seveda. Rocky Mountain School smo že omenili, skratka, to so bili slikarji, ki so potem slikali to stik s civilizacijo in širjenje na zahod, na divji zahod, ki je bil takrat še res dokaj divina. Potem pa pridemo do Frederika Jacksona Turnerja. To je pa zgodovinar, ki je postavil Turnerjevo tezo. In ta teza je, da skratka vse te ideje, kultura imigrantov, ki jo prinašajo v Ameriko, je brez vsake vrednosti, ker na stiku z divino oziroma stiku z naravo, ali kako bomo temu rekli, ti to nič ne pomaga, ampak je treba se skratka sam spostaviti kot neka osebnost in to je zdaj ta ameriški mit, iz tega izhaja ta ameriški mit o self-made manu, kar so tudi kavboji, ki vzamejo pravico v svoje roke. In tako naprej. In on je o tem govoril celo kot varnostnemu ventilu, medtem ko se v Ameriki dogajajo nemiri v mestih in socialne razlike pokajo in skratka prihaja do velikih protestov in boja proti, ne vem, aristokraciji, ne vem kaj, še takrat več ne aristokraciji, ampak recimo razredni boj in tako naprej. V Ameriki tega nimajo, zaradi tega, ker lahko ljudje se vedno izselijo v divino. Skratka, to je ta divina ostaja nek kot ventil, da New York in vsa ta mesta, ki so takrat rasla, skratka, lahko te odvečne množice se selijo na ameriški zahod. Ja, zopet romantični eskapizem. Tako, seveda, zopet romantični. In če to je recimo meni zelo dobro, zdaj v začetku je bilo vsaj v Costnerjevem Novem Horizonu, ker imamo tudi enega človeka, ki vse ljudi, točno to se dogaja, iz mestih pošilja v to divino, čeprav jaz mislim, da se bo izkazalo, da Giovanni Ribisi, ki ga igra, nima pojma, kaj se tam dogaja, kako jih tam pobijajo. In tudi ta govor, ki ga ima tale igralec, kaj je že, ki je poveljnik neke tiste vojaške enote. Pozabil sem ime. Ja, skratka, on tudi ta govor, ki ga ima, zakaj hodite sem, tukaj divino, tukaj stik z staroselci, staroselci vas nočejo tukaj, vso pravico imajo pri tem, da vas tamanijo, mi smo se zmenili, da vas ne bo tukaj, vi pa prihajate sem na njihovo zemlje, mi vas pa ne moramo braniti. Skratka, sej tudi čist na začetku je, ko reče, ko si šel tu mimo, a si videl tu mesto, pa reče, kako mesto, zato ker to mesto se oglašuje, da obstaja, dejansko, ker se prodajajo te parcele, ki so sredi te poti od Apačev. In naj bi bilo mesto, ampak vsi pravijo, da ni, ampak tudi če to mesto fizično ne obstaja, kar obstaja na plakatih, ki so prepričali te množice, je mesto resnično in bo postalo tam resnično, ne glede na to, koliko krvi bo prilite. To se mi je zdelo, da je zelo dobro izvedel Costner v tem filmu in upam, da bomo imeli priložnost videti še ostale. Ja, drugega, jaz mislim, da slejko prej bomo videli, če ne, prej mislim, da bi kaj rekel, da na HBO-ju prihaja. Na HBO pride prvi, se mislim, da je zdaj plan, da prvi film bo na HBO-ju oziroma Maxu in bojo ga trume videli tam in pol bojo rekli, tu pa rabimo to nadaljevanje, pejmo v kino gledati in bo Warner rekel, pridite zdaj decembra ali whatever. Ampak... Zelo visoka stava je to, ja. Sure. Ja. Še ena stvar, ki tukaj zraven sodi v to, kar si ti prej omenjal, pa je termin Manifest Destiny. Tako, ja. In to je nekaj, kar Američane tolče že od takrat in to pomeni, da je njihova usoda kolonizirati Zahod, ki se je potem preneslo, da je njihova usoda kolonizirati cel svet, karkoli to pač pomeni in to pomeni vse, kar počnejo si upravičijo s tem, torej rušimo režime, pobijamo civiliste, dajemo Izraelu orožje, koliko ga hočejo, to je vse njihov Manifest Destiny, da bodo spremenili svet po svoji podobi. In je precej grozljivo. In traja že, koliko da je, 150 let. Ja, skratka, to se je oblikovalo tukaj in ti filmi so seveda pomagali utrjevati to neko podobo. Zdaj, zelo zanimivo, mislim, da sem v prejšnji epizodi pozabil omeniti, ampak ker se bomo lotili recimo prvega filma, ki je Stagecoach oziroma Poštna kočija po slovensko, vidva veste, da od tod izhaja frazem riding shotgun. Skratka, za tiste, ki tega ne vejo, riding shotgun danska pomeni, da skratka tisti, ki sedi spredaj ob vozniku, je seveda izhaja iz Poštne kočije, kjer je tisti, ki je sedel ob vozniku, imel shotgun, zato ker je pač branil kočijo pred napadi
banditov, indijancev, kogarkoli. Skratka, ne. To se mi zdi tako, wow. Jaz sem se to zavedal šele zdaj, ko sem začel gledati Stagecoach. Bolj še pozno, kot nikoli. Ja, in mislim, da prav nekdo reče, you're gonna ride shotgun. In si tako, oh, fuck. Seriously? Ja, mislim, da John Wayne reče. Ja, John Wayne, na strehi kočija. Tako. Skratka, tukaj smo in bomo šli kar hitro. Ene par filmov smo izbrali za vas, da jaz bom jih sicer dopolnjeval še s kakšnimi drugimi, ki sem jih pogledal cel kup. Ampak dajmo, skratka, The Great Train Robbery sem zadnjič opisal, tako da tukaj ne bi govorili o tem, bom pa govorili o Poštni kočiji iz 1903. Zdaj režiral je John Ford, to je skratka ta glavna, bi jaz rekel, glavni režiser, tako Stagecoach, glavni režiser te zlate dobe, eden glavnih režiserjev in avtorjev zlate dobe westerna. In v tem westernu je tudi John Wayne prvič v neki bolj prebojni vlogi, on je do takrat večinoma igral v B-filmih, B-westernih, sicer, ampak ta je njegova prva velika in tukaj je zaslovel. Prvi šot, ki ga pokaže in je ikoničen, je narejen tako, da si predstavljen, pa takoj soočen z veliko zvezdo Hollywooda. Ne? Tako. Mislim, full hood close-up, skok kamero na portret, on z repetirko ustavi kočijo, pa še glasba se kriči, pesek mimo leti, odzad tista back projekcija, velike divjine. Mislim, to je tak ikoničen šot, se mi zdi, da bi takoj veš, oh wow, we have arrived. Tako. Ja, meni se to zdi res zelo super. Tudi zaradi tega, ker jaz mislim, da bi si vsak igralec želel kot svojo prvo veliko vlogo, da nastopi tako na sceno in da zaznamuje dejansko Hollywood. Hkrati pri tem, kar si že omenil, ta opening shot se mi zdi zelo važno povedati, ker je tudi, mislim, da Peter Bogdanović zelo veliko govoril o tem tudi v Prišejnu in tukaj, kako se zelo ponovadi ti junaki westernov padajo kot da z neba. Naenkrat so tam, ali pa prijahajo, vidiš zadnje metre, preden pride v mesto, nikoli ne vidiš celega potovanja, ampak zadnje metre in je zelo pogosto ta neka ideja, to je kot nek tujek, ki se kar nekaj znašel v tej skupnosti in kot tujek bo ponovadi tudi odjahal. On je ideja, ne? Tako, ki se porodi, ne? Angel, tako je. Zelo. In pa seveda biblično, to, kar si ti rekel, Manifest Destiny, seveda izhaja tudi iz neke ameriške, oni so si tako tudi Biblijo malo razlagali, skratka, tako kot so Židje seveda iskali svoj Jeruzalem in svojo obljubljeno deželo, tako Američani tukaj ne iščejo, ker vejo, tukaj je, ampak gradijo svojo obljubljeno deželo in je to zelo pomembno. Skratka, Stagecoach je en teh filmov, ki se meni zdi zelo zanimiv tudi zaradi tega, ker pokaže, tukaj imamo skratka zelo simple štorijo, neka poštna kočija pobere različne potnike, med njimi je skratka Ringo, ki ga igra John Wayne, ki je nek razbojnik. Ne, ni razbojnik, sorry. Kaj je že on? On je pobegli zapornik. Ja, no. Ne vemo za kva. Ja, skratka, pobegli zaporniki hoče maščevati, skratka, smrt svojega očeta. Tako in brata, mislim, da je tako. In je skratka zato pobegnil iz zapora, da bo to naredil. In zato ga tisti šerif ali karkoli že je na začetka tako ne aretira takoj, ampak ker ga tudi rabijo, potem je noter en pokvarjen bankir, za katerega se pokaže, da je pokvarjen, ampak že zgleda pokvarjen. Mislim, že bankir je. Ja, hvala Igor. Ja. Potem je neka dama iz visoke družbe, taka južnjaška. Poročena z vojaškim časnikom. Tako, in noseča. To ona predstavlja civilizacijo. Tako, in zelo pogosto v Fordovih filmih so te ženske z visoke družbe, ki civilizirajo tudi glavnega junaka. In pogosto so z juga, ker tam so bili bolj hojti-tojti. Tako, in prostitutka, ki jo pač skratka ženejo iz mesta, zato ker pač to se ne spodobi na divjem zahodu. Pol še je kvartopirc. Tako, kvartopirc, ja. Ki se želi z ligavimi prijemi prebiti do bolj prestižnega položaja, rečemo temu. Pa nek župnik, ali kako bom tebe, vikar, ki prodaja viski. Tako, pa še doktor, ki je kroničen alkoholik. Absolutno je to in to zelo zanimivo. Ne? Prvi film in dejansko postavi stereotipe, ki so zelo pogosti. Ne? To je tale alkoholiziran doktor, je dobesedno Doc Holliday, njegova skratka prapodoba. In skratka, oni se peljejo te kočiji, ki gre skozi apaški teritorij in jih Geronimo, jih napada skratka in zelo ikoničen prizor tega napada indijancev na to poštno kočijo in seveda vsa ta zgodba ljubezenska in vse to. Skratka, Ford tukaj tisto, kar pokaže, je pa to,
kar sem govoril v prejšnji epizodi, da skratka socialne razlike, vse to na divjem zahodu nima nobenega pomena, ker tukaj moraš se sam nekako znajti, da skratka si priboriš neko moralno in ne vem kakšno vrednoto. Ne? Ja, ne. Jaz bi malo drugače obrnil. Jaz bi rekel, da v bistvu na koncu, kar te odreši, je, da si dober človek, moralen in tako naprej, ampak pokaže pa jasne ločnice. Absolutno pokaže, da ločnice še vedno obstajajo, sem pa če obsodba teh ločnic. Okay. Imaš prav, seveda. Ločnice pa definitivno so, ker tudi ni neke pomiritve med to damo. Ona celo neki stegne roko in skuša, če boš kadarkoli kaj rabila, neki začne nek stavek, ki ga ne more niti dokončati. Eksplicitno postavljeno, ko se v bistvu vsedejo na prvi postojanki za mizo, se v bistvu višja v narekovajih družba odmakne od prostitutke in John Wayna, Ringuta, ne? Ker pač mi pa ne bomo sedeli z njimi. On se prav demonstrativno sede zraven nje, ker noče seveda ta dama sedeti. Potem imaš naprimer talanje vode, ne? Kjer pač ta kvartopirc ponudi svojo čašo gospe iz višjih slojev, medtem ko pač oziroma dame noči, kakorkoli bomo temu rekli, kao pa ponudi čutrco. Ne? Tako, ki jo obriše zelo, zelo jasno, jo obriše za tem. Ja, skratka, imamo te razlike, ampak kaže pa pač, skratka, to divji zahod bi moral biti. Dora Ford je bil seveda malo se spogledoval tudi z kakšnimi neameriškimi ideologijami. V tistem trenutku še ne toliko pomembno, še ne toliko izrazito, hkrati pa to bom pa pozneje še govoril pri drugih filmih. Zelo zanimivo je tukaj, to je čisto Fordovska, to je v resnici bila takrat ameriška ideja. Skratka, družba naj bi bila čim bolj brezrazredna, pozabite to, kar ste imeli v Evropi, tukaj se naredite lahko sami. Tako so vabili imigrante v Ameriko. Ne? Ampak seveda to je takrat veljalo še zelo. To ni imelo nobene takrat še republikanske ali pa demokratske. To se razvija pozneje. Tudi stranke so bile zmešane takrat. Tako je. Ker to bo v prihodnosti zelo zanimivo. Jaz zdaj berem eno ful dobro knjigo, ki točno o tem govori, kako imamo tukaj zelo zanimive ideje, ki pa niso bile, ki so bile celo, danes, ko gledamo na kavboje, rečemo, da je neki, mi dostkrat govorimo, ne, da je ta prvi Enterprise taka kavbojščina, da skratka Kirk je kavbojc. Tem seveda ponovadi mislimo, da on vzame pravila, kroji po sebi in potem skratka pride nekam in z nasiljem reši recimo vso neko stvar ali pa z neko svojo zelo avtoritarno intervencijo nekam. Ne, jaz bi drugače rekel, da v bistvu kao logika, ker to je modernistični film, tako kot mi je Star Trek, originalen modernistični izdelek, da v bistvu ne da pravila prikroji sebi, ampak kao, da je nosilec višjih moralnih vrednot. Neke določene utopične ideologije, kakorkoli bomo temu rekli, politike, ki jo selijo nazven. Ne da prikroji to, ampak se na koncu, kljub temu, da je Ringo naprimer slabši človek, ali pa zato, ker je zapornik, pa se usede z pogrošnimi ljudmi, kakorkoli bomo temu rekli, se v bistvu on na koncu izkaže kot tisti, ki pravilno moralno odločitev sprejme, ne? Da se postavi zase, da se postavi za druge, da se maščuje, kar je moralno sporno, ampak veš, mislim, on naredi pravilne poteze za ameriški sin. Ne? In ne da prikroji, ampak pravilno se odzove. Ok. Jaz bi tako rekel. No? Definitivno je pa tukaj seveda divji zahod še vedno prostor, ker ni uradnega zakona, kamor zakon še ni segel in dejansko nimaš druge, kot da si ti predstavnik zakona. Mislim, mora nek človek predstavljati zakon. Imaš Maršala, ki pa je, naprimer v tem filmu mi je to zanimivo, Maršal v bistvu Ringuta vstal pa reče, ok, imam teh $500 nagrade mi ne bo škodilo, če te me jaz pelem nazaj v zapor, ampak na koncu ga spusti na njegov ranč z novo zaročenko, zato ker pač ta prava stvar, ker se je Ringo dokazal, da je on ameriški človek, ta prav človek. Ne, si mislim, tega je ful, da so filmi probali vzpostaviti kulturne norme. In se je ful poznalo, po eni strani imaš to, da so ufuravali rasizem, po drugi strani imaš, da so ufuravali egalitizem, ampak in še danes je v bistvu tem. So pa preko westerni, pač predhodniki teh akcijskih filmov v 80-ih
in politike Ronalda Reagana, ki je tudi igral v westernih. Tako, in je se imel za kavbojca. On je tudi dosti poziral kot politik, potem kot kavbojca. On je igral kavbojca, ne pozabiti, igralci. Tako, vse je rekel Igor. To sem mislil s tem. Nisem mislil, da je sorry. Igral je kavbojca, ampak tudi hočem reči, da še vedno kot politik je zelo pogosto bil v tej svoji vlogi. No in tu je tale porast individualizma ameriškega izviral tu, kjer en človek lahko naredi spremembo in ne družbeno gibanje. Čeprav Shane se vklopil v debato, pa bomo pol o tem. Mislim pač, niso vsi isti. Tako pravim, eni so hardcore rasistični, eni pa ne. Kar sem še hotel poudariti je, da se motiš glede Forda. Ta Ford ni bil politično problematičen. Ta Ford je bil proti merkantizmu, proti nacistom, boril se v drugi svetovni vojni in je pa bil friend od Reagana oseben, ker sta bila oba dva delala v Mislim, da je bil problematičen ta način. Dejansko so pač te brezrazredna družba je seveda ameriška filozofija, ampak je zelo blizu komunistični ideji. To sem sam hotel reči. To je bila ta ideologija, ne nacistična. Ne vem, zakaj si ti tako rekel. Ne, ampak tudi to, on se je uprl merkantizmu. On je bil eden teh redkih. On je tudi njega dosti tudi recimo kritizirajo zaradi podob indijancev. In tukaj v temle, recimo Poštnik oči, seveda imaš podobo indijancev, ki samo padajo, ko jih nekdo streli. Še te ne bi rekel, sploh ni podobe, so samo slikce, ki padajo. Tako, dejansko so, tako kot sem nekje bral, oni v tem filmu sila narave, oni so del pokrajine. Niso individualizirani ali pa zgodovinsko smišljeni. Bomo pa seveda govorili pozneje pri Searchers, ker on absolutno pokaže, na kateri strani. Mislim, zelo dobro se da primerjati. Tlele bom samo eno stvar izpostavil, ki je montažna fora. Nekaj, kar me je presenetilo, ker v bistvu dobiš neki taki old school vibe, ko v bistvu on useka portret v montaži, portret bankirja, ki samo zre v kamero. Pol imaš pa zgodbo, ki se odvija naprej in vidiš portret Jeronima, ki zre v kamero noter in je oboje srhljivo, hkrati pa povezuješ to kot to je bad. Ker bankir je bad, pa Jeronimo je bad, pa indijanci bad, pa pohlep je bad in tako naprej. Tle on zelo operira v tem ideološko-rasističnem smislu, ampak zavedimo se, da je to produkt svojega časa in tako naprej. Ne gre se mu zdaj za zamero, gre se za to pač, kako on operira na te ravni. Medtem ko v Searchers, če pol primerjam, pa bomo omenili, to je pa zelo, zelo drugače. Skratka, to, da ne pozabimo omeniti, je Monument Valley, oziroma ne vem, kako ima to slovenski prvot, ampak Monument Valley. Mislim, da je kar Monument Valley, ker pač se ime kraja. Je z temi slavnimi, to so neki osamelci, neke čudne gorske strukture, ki jih je veter. Kako se ti mora reči, apeninska struktura, v bistvu, ki jih je veter / voda odnesla in je pač to, kar je ostalo vmes. To so njihovi ulici. Tako, puščavska logika. In to zgleda zelo impresivno. In to je to, kar po čemer jaz takoj si vem, da je to Fordov film, ali pa da je to res ta klasičen western, je po teh slikah. Skratka, te pokrajine. In špageti westerni nikoli niso. Začudaj. Imaš pa Dolomite. In pa, kot sem že omenil, mene je res impresionirala pač ta lov na to poštno kočijo s temi indijanci, ker to je res narejeno skoraj tako kot Mad Max, Fury Road. To je res izpeljano zelo dobro, to se je s tračnicami snemalo, ali z vlaka ali kakorkoli pač že. Neki, dosti je bilo pa na, kako se temu reče, back projekciji v studiu, da je v bistvu projektor odzad fural pokrajino in tako naprej. To se verjetno close-up in te stvari. Ne, tudi John Wayne na koči, ki strela v bistvu shotgun dol, sem bil pozoren na to. Odlično narejeno, za tisti čas izjemno. Za tisti čas, v tistem času so to znali najboljš narediti. Danes bi to izpadlo res češko, ker ne zna več noben tega. Ne, ker tudi v bistvu tile, ki so staroselce igrali, pada dol s konjo, to so odlični kaskaderji. Super narejeno. To moraš, mislim, to je res ob neki hudi hitrosti, plus ono skakanje, ko on gre, kao John Wayne, ampak domnevam, da je kaskader, gre po onih konjih do prvega konja, da vstavi kočijo. In na kaj si se to spomnil? Veš, ta imidž na Indiana Jonesa se spomnil. Vse je isto tam. Vse je to, ne? Zdaj Spielberg je bil zelo fan Forda. Itak, pa da ne govorimo o Citizen Kane, ampak to je že estetika, ampak da ne bomo preveč v enem filmu. Ne, se gremo kar dalje, jaz sem pol vzel kot naslednjega My Darling Clementine, ki bi ga samo na hitro omenil zaradi tega, ker je eden prvih teh filmov, ki so
upovedovali zgodbo spopada pri OK Koralu, ki je en najbolj znanih ameriških mitov, skratka tam Wyatt Earp in Doc Holliday, dva velika nesmrtna junaka ameriške mitologije, se skratka borita z, kako se že imenujejo ti brati, ki so, vedno pozabam, skratka, Clanton Brothers, hvala, ja, Clantoni. Obvisli. Ja. Ja. Se spopadete z njimi. To seveda moramo tudi vedeti, ne? Tudi to je film Johna Forda, igra pa Henry Fonda v njem, kot zelo prepoznaven prvi Wyatt Earp. To je seveda čisti mit, ne? To je čista mitologija, namreč film se sicer tako kot že že prej sta bila dva filma posneta o tem spopadu, ki sta se oba imenovala, mislim, da Frontier Marshal, 34 pa 39, oba se naslanjata na knjigo, biografijo Wyatt Earp Frontier Marshal, ki pa se seveda izkazala kot zelo lažniva. Wyatt Earp je lagal, poveličeval svojo vlogo, skratka zelo veliko laži govoril o tem spopadu in ta film skratka podre vso resnico, skoraj da nič ni res, kar vidimo v tem filmu. Dej, mislim, in to je ful zanimivo, kako se potem ameriški pač filmski sistem naučil iz tega, ker Untouchables sploh niso ista stvar. Ja. Niti malo. Al Capone in skratka, ena taka zelo zanimiv film iz tega vidika. Jaz sem tudi označil si Destiny Rides Again, ki ga bom tudi samo omenil, režiral ga je George Marshall, ki ima res najboljši primek za režiranje westernov. Tam je meni všeč predvsem zato, ker James Stewart igra lika, ki noče orožja. Ki sicer na koncu pokaže, da je zvešč orožja in da lahko strelja, ampak večinoma skuša vse konflikte rešiti brez orožja. In to, kar smo se prej pogovarjali, recimo, ne, v sta OK Koral mit je v bistvu, čeprav ga danes ga bojo zelo pogosto, vse te filme Tombstone, recimo, pozneje z Val Kilmerjem in tako naprej, zelo radi so imeli George W. Bush, recimo imel rad te filme, ki je tudi se imel za kavboja, takoj za Reaganom je to naslednji kavbojski predsednik. So pa to filmi o nadzoru orožja. Ker pri OK Koralu gre za ta spor, da Wyatt Earp pride na jug in želi to mesto, skratka v mesto ne dovoli vnosa orožja. In moraš ti orožje oddati na robu mesta in to je njihov glavni spopad z Clantoni. On ima na izbiro, ali bo Clanton ne pustil z orožjem v mestu, ali bo pa orožje vzel in se odloči, ne, orožje bo vzel in potem pač pride do tega spopada. In se mi zdi taka zelo zanimiva, ker mi imamo... Tudi Shane se vklopiti. Ja, tudi Shane. Tudi o Shane bomo, zato bomo tam več o tem govorili. Skratka, ampak dajmo si predstavljati, da kljub temu, da si mi danes predstavljam, da je to neka tradicionalistična vizija, je takrat tradicija pomenila ene druge stvari, ne? Ker to je seveda pomenilo, da zakon prihaja na divji zahod. Ne? Nek nadzor, nekdo, ki nosi značko in samo on lahko strelja. Law and order. Tako, hvala. In gremo na High Noon. To je pa skratka spet eden od teh filmov v režiji Freda Zinnemana, igra Gary Cooper. Kot veste, zelo pogosto tisti, ki imate radi Sopranove, Tony Soprano zelo rad omenja Garyja Cooperja kot molčečega junaka, ampak ne po tem filmu, jaz mislim, da ne, ker tukaj ni toliko molčeč. Tukaj skratka gre za šerifa, ki skuša dobiti nek posi ali pa neke, namestnike, da bi jih posvetil, ker se v mesto vrača nek zločinc, ki ga je on zaprl in mu je ta zločinc grozil, da ko ga bo izpustil, bo pršen obračunal z njim. In nihče mu ne želi pomagati, in na zadnje, skratka, šerif ob točno poldne pride ta vlak, in skratka, on se odloči, da bo vseeno, kljub temu, da se je ravno kar oženil, in da žena tudi reče: pridi, pejva v gore, ali ne vem kam. Pejva stran, skratka, pejva na rajžo, greva na honeymoon, on se vseeno odloči, da ostane in da se bo obračunal z njim. To je primer psihološkega westerna. Meni je najljubših tudi zaradi tega, ker se dogaja v realnem času. Zelo pogosto vidimo uro. To je res en film, v katerem mislim, da vidiš uro. Mislim, da sem nekje prebral, da jo vidiš 46krat ali nekaj takega. Skratka, pokaže uro, ali pa ljudje omenjajo, koliko je ura, ali pa pogledajo na uro, ali pa jo vidiš v ozadju. In je ful tako, ne vede, kljub temu, da mogoče gledalci ne opazi te ure, jaz mislim, da dviguje napetost na 11.
V nulo. Ja. Ne na eno. Mi to se ne strinja z mano, skratka. Ne, strinjam se, totalno. Ja. Jaz mislim, da ta film zraven očitnih kritik makarteizma je tudi neka fobija pred atomsko bombo. Mislim, vsi ti kazalci, te tako, ure. 5:12. Ja, in tudi ko odbije 12. ura, je tako hud zvok. Pa vsi ti close-upi, ki skočijo na Cooperja. Prazno mesto v tistem trenutku. Pa mislim tisti grm, ki se kotali skozi. To je pač res. Je tak izjemno. Film ima zelo dober taki Hitchcockovski moment, kjer se v bistvu stopnjuje suspens pa napetost. In ta histerija, niti ne histerija, samo pač kao nasilje, ko samo čakaš, da bo izbruhnilo. Ampak bolj mi je pa film všeč na tej logiki moralke. V bistvu Kane sta v ženi izven cerkve s svojo kvejkersko ženo in kot da v tistem trenutku zaradi tega dejanja ga celo mesto zapusti, zato ker je on nekoč ali pa zaradi tega naredil nekaj prav. On je zaprl tega človeka, ker je bil zločinc. Ki je ustrahoval mesto, dokler ni on prišel. In vsi so reve, noben se noče postaviti ob njemu, noben noče potegniti pogumno odločitev in tako naprej. In se mi zdi, v bistvu je taka velika, lepa moralna zgodbica. Ta film te skuša naučiti, kako postavi se zase, postavi se za skupnost, postavi se za pravo stvar, bod moralen, bod pravičniški in tako naprej. Tak zelo ameriški pristop do tega. Ja, ampak takrat, ko so ljudje trdili, da je ameriško, da izdaš svoje prijatelje, da so komunisti. Ja, ampak se film v bistvu se mi zdi, da skuša nekaj drugega nagovoriti, da hkrati to kritizira, hkrati pa kao govori, postavi se za pravo stvar. Tudi če nisi čislan v očeh tvoje bližnje družbe, tako se mi zdi, da pač skuša v začetku filma povedati, ker se ni v cerkvi poročil. Ker v cerkvi ga vsi nekako zatajijo, oziroma kao samo odrečajo, da pač ne bomo ti pomagali, en se gor postavi, če se ne motim. Se mi zdi, da v bistvu film pove, da pač vseeno je pa dober, vseeno je pa ok. Človek, pač separation of church and state, kar hočem reči, je, da ima ideje o tem, kaj je ameriški, ki so drugačne, kot so bile takrat ideje, in ki so tudi drugačne, zelo drugačne od tega, kar pač proba Trump narediti, pa tudi Biden, da je ameriško, ampak predvsem Trump. Dost bolj človeške, moralne in nekaj, s čemer se lahko celo Evropejci zgledujemo. Nekaj tudi imaš, naprimer, lik, kako je ime, Carmen, tele mehiške, Helen, se opravičujem, ki v bistvu z Lloyd Bridgesom ima neko razmerje, ona je bivša punca od Kanea, in ona je v bistvu očita non-stop kao Lloyd Bridgesu, ki je deputy, nadomestnik šerifa, ti nisi prav človek, ti si ena reva, jaz želim pravega deca, kao tvoja široka ramena pomenijo en kurac, ti se moraš postaviti za pravo stvar, ona se mi zdi ta glavni zraven Kanea, moralni center, in mi je tudi dober kontrast, dobra sopostavitev teh dveh likov. Ja, tudi en prvih westernov z res močnimi ženskimi liki. Jaz tudi moram reči, da tukaj me je to navdušilo. Hkrati ne smem pozabiti, da recimo zelo jasno tudi meščani povejo šerifu, da eden celo meni, da so krivi politiki z severa, ki so spustili tega Millerja v prvem. On bi mogel zavedno ostati v zaporu. In je ena taka, se mi zdi tudi spet... Zelo pogosto se pač v westernih pokaže, da pač je ta neka vrhovna oblast, je bad, je skorumpirana in ti nimaš druge, kot da skratka se postaviš. In zelo zanimivo, vemo, da je bil sicer nominiran ta film za full Oscarjev in full kritiško hvaljen, so pa vsi seveda sumničili, da seveda gre za parabolo, kot smo že rekli, McCarthyjevih preganjanja. Temu je treba se postaviti Rio Bravo, ki ga je Wayne posnel, da pokaže, kako je High Noon slab film. In kako pravi šerif ne potrebuje pomoči meščanov in on za razliko pač v Rio Bravo pa on zaradi umora zapre brata nekega velikega rančerja, ker mu on pač pove, prišli bomo po mojega brata in ga osvobodili.
In on zavrača pomoč meščanov, on pa ne rabi. Ja. On ima dovolj enega starega pijanca, ki ga ima ob sebi, oziroma enega starca, pijanega kolega in pa enega mladega revolveraša in mu je to dovolj, zato ker pravi junak ne rabi pomoči in bo vse opravil sam. Tako, sploh ne rabi skupnosti, ampak je on tisti, ki je seveda oče družine in bo on poskrbel. Zelo John Wayne. Zelo John Wayne. Ampak vseeno tudi on se zoperstavi bogatašem. Spet je nekaj, če se danes ne vidi. Pa s tem, da spet zakompliciramo stvar, ne, da je John Wayne, zato ker Gary Cooper ni mogel priti po Oscarja, je šel John Wayne po njega in je zelo hvalil Cooperja, kako odličen je v tem filmu in kako odličen ta film je in da mu je bilo celo žal, ker na koncu ni nastopal v tem filmu. Celo tako? Čeprav je posnel še vedno Rio Bravo, da pokaže, kaj je the real man. Ampak se mi zdi tako, in spet, malo mi je pokvarilo Rio Bravo, moram priznati, čeprav mi je super film in tudi vem, da je eden fotovih najljubših, ker tega sva po mojem največkrat gledala. Mislim, se je super narejen, res je dober film, če pač ne upoštevaš, da je dis. Meni pa v bistvu v tej Fordovskem loku se mi zdi malo regresiven. Ta je sicer Hawks, Rio Bravo. Ok, pa Wayne. Drugače je v Rio Bravo tudi Ricky Nelson, tako da imamo tudi malo rock'n'rolla, mislim, rock'n'rolla. To, kar je bil takrat rock'n'roll, pa zapojejo eno. No? To prav, ko vidiš Rickyja, si tako, zapeli boste eno. Skratka, ampak jaz mislim, da je to zame bil vedno eden najljubših westernov, tudi ta High Noon, ker mi je bil res tako, meni je ful dober. Zelo dostkrat so ga vrteli na TV-ju, tako da to pa, kot si rekel, da en kup filmov ni bilo mogoče videti in si jih zdaj prvič pogledal, tega ni bilo mogoče ne videti, ker je bil res, mislim, tako opoldne so ga vrteli dobesedno. In meni je tudi en boljši prizor, mi je tam, ko se on spominja, ti si omenil Hitchcocka, recimo, to je tipični Hitchcockovski prizor, ki kaže gugalnik, ki se guga, na katerem je sedel ta model, ki ga je on aretiral in slišiš njegov glas. I'm gonna take revenge on you, sheriff, ali nekaj takega. Skratka, zaguzimo in si tako, wow, the best. Skratka, to je High Noon 1952, smo namreč zdaj že. In potem gremo na Shane'a. Ni Shame, za tiste, ki boste, ampak ima N, skratka, Shane, Alan Ladd. Shame je film, kjer je Fassbender nak, ful. Hvala, Igor, skratka, Alan Ladd igra Shane'a, produciral in režiral ga je George Stevens, gre pa za ta film, o katerem smo v prejšnji epizodi govorili, ima to tipično strukturo klasičnega westerna, skratka, Shane pride v neko skupnost, tam vidi, da to skupnost nadleguje nek pohlepni rancher, ki si želi seveda celo dolino zase ali karkoli že, skratka hoče, da vsi prodajo in dosti sosedov je že prodalo. V bistvu nekako, včeraj, ko sem ga čisto na sveže pogledal, v bistvu ta Riker, ne? Riker, niti ni tako antisimpatičen. Ne, ni, absolutno ni. On v bistvu nagovori potem na te 3/4 filma, nagovori ne Shane'a, ampak njegovega delodajalca, Stugarta, kako se imenuje. Se upravičujem, ker sem zgrešil za ta Starrett, pardon. Da pač kao, jaz sem bil prvi tle, jaz sem dal ne vem kaj z žule, vsi moji kolegi so pomrli zato, da smo mi to divjino ukrotili. Poste pa vi prišli in nam zaprli dostop do vode, pa ograje postavili, pa tako naprej. Vse, kaj bi jaz rad, je, da mojo govedo lahko prosto roma in tako naprej, in da imam jaz vso moč, nekako tako naprej. In se ti zdi, pizda, a veš, štekaš ga, no? Ni samo nek bad guy, zelo plastičen. Absolutno ni samo the villain, pač tisti tipični, ampak je pa pač skratka ta struktura tukaj, on se skratka spopade z njimi, jih premaga in na koncu odkoraka, ampak to je zame eden najbolj anti-pištola filmov vseh časov. In zanimivo je, ker pač kot otrok nisem tega dojel, tega podtona, ampak sem samo Shane, kakšen tip je. In je zanimivo, ker si kot otrok, tako kot otrok teh stereotovih v filmu, ki je totalno fasciniran nad njim. In v resnici tukaj pa že res... Skratka, ta film pokaže, kako nevarna je ta fascinacija z velikim herojem, ki bo prišel pa vas odrešil, s pištolami in nasiljem. In to se mi zdi tako, to je zlata doba westerna, ampak to je western, ki zanika samega sebe.
Ja, ne, tle so že, mislim, da dosta začeli žanr ne maličiti, ampak ga predrugačiti, da so se vse te veliki tropi ali pa klišeji malo začeli ukvarjati z določeno geometrijo, da so malo predrugačijo. Ja, tudi zato, ker dost teh tem je bilo v vojnih filmih v drugi svetovni vojni takrat že uporabljenih in potem tisto je govorilo o nečem, kar je bilo zelo živo v spominu še in so morali, tam not ne bi mogli takih tem vpeljati, v westerne so jih pa lahko. Ja. Tu je, mislim, da ta razlika. Zato, mislim, Shane se meni zdi kao zelo dober primer filma, ki je nastal v pravem času. Tudi pravi režiser je bil zraven, pa isto v Srčesih kasneje, za Fordom, ki je pač drugačen Ford kot v Kočiji, da pač kao je zelo jasno lahko komentiral neke določene scene, ki so se dogajali v Ameriki post druga svetovna vojna. Ne? Ampak ja. Tale anti-NRA message, ki je tle noter, niti ni subtekst, ampak je zelo na površju, na površju. Mislim, tale mati, ki skoči na Shayna, ko ga on uči njenega sina, kako pištolo uporabljati, eksplicitno reče, kaj jaz ne želim, da moj sin odrašča s tem. Vsi čakajo, da nekdo potegne pištolo. Ne? In Shane konec koncev ostane ujetnik svojega pištolarstva, rečemo temu tako. Zelo lep izraz pištolarstva, se strinjam. Definitivno tukaj je ena taka pač tragika tega kavbojca in ta začetna že iz tega velikega ropa vlaka, napetost med prihodnostjo, ki prihaja, med zakonom, ki prihaja v ta kraj. Skratka, po eni strani ti civiliziraš in hočeš ohraniti to, ne vem kaj že, divje srce in ne vem kaj. Po drugi strani pa ti civiliziraš. Konc je, kako ti postaviš zakon. In meni se zdi ful dobro tale, ki mu reče mati, skratka, oziroma gospa, v katero je Shane, seveda, Mičken. Ja, še sin reče, še jaz vem, da imaš ti, da ti je všeč. Moja mami, da ti je všeč. Ja. In v resnici je to zelo grozno, zdaj, ko sem gledal ta film, ker vidiš, kako ta mali je totalno zaljubljen Shayna, krati pa fotor, pa se mu zdi taki pusi strahopetec. Ne mreš tam v njih premagati. Tu je en kompleksen šit posredi, ker v bistvu fotor je pa kar ok vodja. On skupaj skupnost potegne, pa se pogovorijo, kaj je problem, kako mu rešili ta šit, kako najbolj humano, demokratično pristopiti do tega, kar je en določen ameriški ideal, zelo liberalen. Medtem ko Riker iz Star Treka. ne, Rancher Riker, ja. Ja, ampak z Riker, ki potem potegnajo iz Cheyenne Wilsona, revolveraša, ki ga igra odličen Jack Palance. V bistvu potegnajo pa ono ta drugo foro, ta bolj nasilno, ta bolj kako naj temu rečem, nesramno ali pa bolj dobro zlo varianto. Ampak po drugi strani se pa vsi malo bojijo zakona. Vsi čakajo, kao, moramo dobro izgledati, moramo provocirati nasilje, moramo, da se v bistvu kao pištole potegnejo prve iz dveh kakorkoli strani. A veš, tak zanimiv kontrast je. In tukaj je tudi to, kar smo v prejšnji epizodi govorili, Shane ima neko določeno spoštovanje do svojega nasprotnika, ker seveda v njem vidi sebe, ne? Ja, in se sta tudi... Ali pa bivšega sebe, no? Recimo temu tako, ampak ne, se film je zelo jasen, da v bistvu Shane, ko prijezdi na ranč, je v nekem ledru, ki je zelo svetel, z svetlim klobukom, medtem ko Jack Palance oziroma Wilson je pa v črno oblečen, rokavice ima, kaj je nesramen, pa črn klobuk ima. To je v bistvu zelo taki kliše v westernih, bel klobuk, good guy, črn klobuk, bad guy. Kar je idealno uporabljeno v Westworldu, ko je točka, kjer ugotoviš, da je Ed Harris v bistvu, on je mlad, ko je mlad, ima cel cajt bel klobuk, potem pa ga zamenja. Jaz sem pa mislil samo, da je bolj modno ozaveščen. Shane ima ful zapovedati, ogromno stvari ima zapovedati. V bistvu pokrajina je zelo zanimiva. V kontrastu do zdaj, ki smo govorili, ki je v bistvu ta Monument Valley ali pa neka poščava, imaš pa tle v bistvu Wyoming. Z Rocky Mountains v ozadju, rancherje, kmetovalce, pig farmers, oni jih v bistvu celo žalijo, da so
čudni izraz je, ki ga nisem mogel posvojiti, pa še danes ga ne bom. Skratka, temle Rikerom grejo na kurac, kao tile tam mali kmetovalci, zato ker si smrdijo, pa majhni ste, pa brez moči ste, pa ne morete se pokonektati in tako naprej. Balance, meni je zdaj malo padlo z glave, oziroma sem tudi jaz že malo pomešal. Je to ta scena tukaj, kjer Balance izzove nekoga, da pobere pištolo, da ga pol streli? Ja, nalašč mu vrže pištolo, mu pištolo enemu od teh kmetov, ni tako? Ne. V bistvu eno od teh kmetov, ki je isti igralec, ki igra od Kirka v eni original Star Trek epizodi Odvetnika, mislim, da je Court Marshall, zanimivo, skratka. Je v bistvu tale kmet, je bivši vojak konfederacije in vsi ga malo drkajo okrog tega, kao, ne, da ste zgubil si, bla, bla, nekaj tako, ampak si naš bestič, si kolega, si cool. No, skratka, Jack Palance ga izzove, kao, ki ga malo disa, kva je, si v bistvu loser, si ono levo desno, ampak on ima pištolo za pasom. Oba dva imata pištole za pasom. Aha, ima pištolo. Ampak, kaj sem imel res spomenil, da Wilson, ona dva sta, v bistvu tale kmet, malo je alkič, pa želi iti na whisky, ker pač problemi na Divjem zahodu se rešujejo štamprli, ali so to duhovni, ali pa psihološki, ali pa družbeni. Skratka, ko on preči cesto, blatno cesto do saluna, ga Wilson, a.k.a. Palance, zasleduje, pa ga disa in ga užali, da je pač loser in bla bla, ampak pač je hitrejši pri pištoli. Kao fastest draw, neki. Ne, pa je potem to z nekega drugega filma, kjer Palance dejansko nekomu vrže pištolo. Mu ne vrže. Ne, a ni nekje drugje? Ne, nekje drugje. Jaz se tudi spomnim tega prizora. V tem filmu ne, no. Ne, vse to je glih to, kar sprašujem, če iz tega filma tisto, ko Palance. Ne. Očitno je z enega drugega, ampak definitivno je ta prizor, ko pa nekdo nima pištole, pa mu je vrže, češ poberijo tujo maš, ampak pol seveda ga. Mogoče iz Cash and Tango. Tango and Cash, pardon, shit. In seveda tukaj se še en pol na koncu dejansko samo žrtvuje mesijansko, on je odrešil grehov in mora iti, zato ker s tem, ko on odide, šele nasilje seveda gre iz te, oziroma pištole se omaknejo, kot reče. Še več, žena, on v bistvu mora svojega delodajalca, torej Stogarta prebutati. Tisto pa je, da ga ohrani v njegovi vlogi, zato ker se hoče on iti maščevati. Tisti je tako spopad dveh bogov. Recimo temu je tako. Mene je malo šokiralo, ko sem na to sceno čisto pozabil in je bilo tako, wow, to gre še globi, v tem smislu, da v bistvu skuša prečiti moralni propad tega vodja skupnosti, tako da sam sebe žrtvuje in zapopade v staro vlogo pištolarja. Ja, hkrati pa to, kar jaz že ves čas govorim, da to bi vedno mogla biti revolucija, lahko učinkuje samo tako, da se pol uni predajo, ki so glavni v revoluciji in počnejo zločine v imenu revolucije. Absolutno zelo napreden film. In za konec bomo zdaj vzeli tisti film, ki je šel še mogoče stopnjo dlje od Shane in je jaz sem dosti bral teh idej, kaj je zadnji klasični western klasičnega obdobja. Vsi večinoma postavljajo skratka umazanih 7, The Magnificent, mislim, da je bilo v slovenščini umazanih 7, pa ne, ali veličastnih 7. Veličastnih 7, ne umazanih. Dirty Dozen so tiste, veličastnih 7, ampak jaz mislim, da je to absolutno The Searchers, pomeni konc neke te ideologije westerna. To je zdaj skratka epski western v režiji Johna Forda, postavljen je v čas teksaško-indijanskih vojn. John Wayne kot ostareli veteran ameriške državljanske vojne, boril se je za konfederacijo seveda, skupaj s posvojenim nečakom, ki je pol indijanc, skratka išče ugrabljeno. Osmina. Išče nečakinjo, ki so jo ugrabili indijanci, in to traja kar nekaj let, se pa ves čas izkaže pač konflikt med nečakom in stricem, ker stric išče nečakinjo dejansko najprej celo zato, da bi jo kar ubil, da bi preprečil skratka onesnaženje bele rase na nek način. Skratka, v vsakem primeru ne išče zato, da bi jo rešil. Tu imamo eno alternativo, ampak
naklonjenost bratovi ženi strani. Ja, seveda ni samo bratska, če hočeš temu tako reči. Ja, ampak teorija, ki sem jo prebral včeraj, ker sem pač ta film pogledal. Da je ona njegova hči. Ja, torej on bi rad. Ne vem, kva bi rad pizda. Hkrati bi jo rad rešil, ampak hkrati se mu gabi, da bi bila kakorkoli. Mislim, to je že ta katoliška krivda. Ne, to ima samo Aljoša, ampak. Ne, v bistvu kompleksen lik je. Kljub temu, da je ta tip popolnoma rasist, ekstremist, neurotik, še marsikaj, ne bom našteval, pa tudi zmanjka mi besed. Mislim, da ta film, če se vrnem mičke nazaj, je v bistvu kao zaključek nekega žanra ali pa zlate dobe, tako si ti rekel, hkrati je v bistvu kao pentlja na karieri Forda in Wayna. Mislim, da sta se oba dva tudi zavedala, kaj se gre sta, da ni, film je zelo na površju v smislu tega, kakšne teme posreduje. Tudi če primerjaš z Stagecoachem, kar smo omenili mičkem 30 minut nazaj, da v bistvu kao tam Indijanci, staroselci so prikazani kot neke migatajoče se slike ali pa mogoče hiter portret. Kaskaderji. Tle pa ima motivacijo Scar, Brazgotina, vodja vojnega plemena ali pa tega War Posse, kakorkoli rečejo. Pove, zakaj on jemlje skalpe. Zato, ker so mu belci vzeli brate. So mu vzeli družino. Tako naprej. Mislim, da je to za Forda zelo pomemben premik, pa bral sem, da pač je Ford zavestno šel s tem noter, ko je imel to njegova izkušnja izkušnja iz druge svetovne vojne, da pač ne more več ameriškega junaka tako butasto, enoplastično, enodimenzionalno predstaviti kot v Stagecoachu, ampak da je tle zelo drugačna konstrukcija lika. Pa zelo drugačna konstrukcija njegovega nasprotnika / staroselca in tako naprej. Tu so, mislim, da ameriški režiserji, sploh tisti, ki so bili vpleteni v drugo svetovno vojno, iskali prostor, kjer lahko povejo zgodbo, ki je takrat niso smeli, zato ker ameriška vojska je takrat veljala kot tisti, ki so se borili in so umirali za to. Kasneje so dejansko prišli na plan statistike kot to, da več kot polovica ljudi ni nikoli ustreljala, ker je fucking grozno streljati na nekega človeka tam. In potem, ne vem, ko vidimo v Saving Private Ryan, ki je dosti bolj iskren film, kako umirajo, kako travme to povzroča, kako bruhajo pred bitko. In mislim, da pač, ko so snemali takrat filme o drugi svetovni vojni, so ti morali biti brezmadežni junaki, brez strahu. In da so potem lahko takrat bili pa junaki v westernih bolj kompleksni zaradi tega, ker so morali povedati nekaj o bolj kompleksnih likih. Ja, pa tudi, mislim, sama struktura zgodbe je zelo povedna, no? Mislim, da imaš kao ta revenge story, torej iskanje, rečemo Taken v sodobnem žargonu, da pač nekdo skuša rešiti svojo hčerko ali pa nečakinjo, kakorkoli. Po drugi strani se ti gabijo ugrabitelji, ker si eksplicitni rasist. Potem imaš pa ta side story z posvojencem, ki se želi vženiti v civilizacijo, ker pač seveda on je 1/8 Čerokija ali Komenčija, kakorkoli. Ampak to je neki komičen plot. Sicer je ok razvedrilo, vmes ko čakaš, ker film se mičken vleče, ampak je ok razvedrilo, vmes pa kao je dobro povedno, kako se v bistvu tale družba ne zna odzvati na divjino, kjer ta morala propade, da v bistvu kao tudi ameriška vojska je za nič. Kako se... Strahopetna je. Ja, strahopetna je. Veš, v bistvu tako zelo je kompleksna zgodba. Meni je fucking hardcore sodoben film tudi po vrhu. Ker v bistvu tale logika okupatorja na teksaški divjini je tako zelo 2024, če veste, kaj mislim, ali kako se že reče v aparatu žargonu, če veš, kaj mislim. Ja, ne vem, kaj sta pa video razbrali? Ne, meni je tudi tako, ko si rekel, je komični relief, ampak v resnici jaz sem bral neke interpretacije, po katerem je to ravno ključna ta stvar, ki v bistvu vidiš, kako se on spopade za to punco. Na koncu, ko se zunim tepe z njenim snupcem, ki ima zelo južnjaški naglas.
se stepeta, v resnici izgleda komično. Pač vsi pridejo ven gledati in tako, ampak ona dva nista več, to ni revolveraški dvoboj. To ni več čast. Ne? Ja, ni več čast, to je kar neki. Pač se stepeta. S tem, da je njen snubec genijalen spet lik, ker je tako on pač vidi, da je ona zaljubljena v njega in si reče, ok, fuck, pa nič, ne bom se oženil s tabo, adijo. In se mi zdi tudi tako, vsi liki imajo neko kompleksnost, tudi če je totalno nek stranski lik, ker ta snubec je v 3-4 prizorih. In mi vidimo v bistvu to, da se bo ona oženila, nikoli ne vidimo. Vidimo dejansko, ko ona bere, ful je dober, so stvari narejene, ona bere pismo in on komentira, ko zve, da je on kao oženjen z eno indijanko, in se tako reži, in igra ono kitaro in prav vidiš, da seveda on se želi tle insertirati noter, ampak naslednji prizor je, ona dva se ženita. Genialno. Igor, ti si še nekaj hotel? Ne, nisi hotel. Ne, strinjal sem se z tem, da je to pač zelo sodobna zgodba in da mislim, da dostkrat so režiserji imajo več zapovedati kot kritiki takrat ugotovijo, pa sploh gledalci. Mislim, se ne so kritiki, kaj posebej večina jih je pač. Neki se blizči tam, streljajo se. A zdaj si opisal svojo metodo. Okay. Moram reči, da v bistvu presenetil me tudi lik Johna Wayna, oziroma njegovega lika je Ethan. Skratka, kljub temu, da je ekstremno rasist, nekako pa pride v kader noter skozi okvir vrat, ki v bistvu ta teta oziroma žena od brata ga pogleda, kdo pa je to. To je ta klasični kliše, kjer majhen lik skozi široko prostrano pokrajino pride rešiti nekaj, kao to je naš uvod v to, ampak pole pa imaš na koncu ta ikoničen prizor, kjer se pa vse razplete, torej ta posvojenec te družine gre z njegovim dekletom noter, vsa družina je srečna, vsi grejo noter skozi vrata, edino John Wayne, Ethan ostane pred vrati, ki se zelo putne za njemu. Tako dober, kako ne rečemo, bookendi so to za film. Ampak po vrhu je pa za njegov lik, za tega rasista, tudi zelo povedno. Mislim, da Ford tle ni bil nič tako čuten. Da pač to je propadel človek, ki se v vojni, v svojem življenju, v vsej tej grozni prostranosti naučil grozne stvari in za te grozne stvari nimamo več mi prostora tle. Ne obnašamo ognjišča. Ne more več nazaj. Ne, nore je to. In sploh ne moreš verjeti, mislim, jaz kar nisem mogel verjeti, koliko enih pomenov, pa koliko enih stvari vidiš v enem takem westernu, ki sem ga tudi vedno imel za klasični western in nisem kaj dosti tuhto o njem in ne. Ene stvari so tukaj res super. Meni je, eden teh citatov je, ki se mi zdi ful dober, ko skratka ta nečak svoj punci govori, ko ona reče, da pač on želi, da si, on skratka opisuje tega rasističnega strica kot groznega, pač on hoče sam najti pač to nečak in on reče, that's what I'm afraid of, Lori, him finding her. In je tako, mislim, od dialogov, res super film, tako da tudi jaz moram reči, da to je zdaj skoraj eden mojih najljubših westernov, prasec, res. John Ford, fuck you. Ne, je mojstersko narejen, samo se mi pa vseeno zdi, da pač 71 let, odkar smo ga videli, ga lahko ceniš kot izvor 1 milijona stvari, ki pa so kasneje vseeno bile boljše narejene. Se ti zdi? Mislim, je damn near perfect, ampak mislim, da vseeno Leone, ki sem ga prej omenil, se mi zdi, da še nadaljuje to. In tudi David Lynch, na zadnje, se tudi vidi, tu od Spielberg. Ful se vidi drugih režiserjev, ki so se učili pri tem filmu in so naredili stvari, ki so še boljše mogoče. Mislim, za težko primerjati. Seveda. Meni se zdi za tisti čas, da je to produkcija, mislim, boljše od česa, pizda. Ne, ampak to je glih tako, da gledaš Potemkin, wow, ampak danes, ko gledaš filme, pa ne vem, gledaš Inception, pa je Inception pretty much better. Ne, vse te razumem, pač imaš različne levele tega, ampak meni se zdi, da ta film je perfekt primer tega, kako se v bistvu
znotraj žanra lahko nekaj dekonstruira, pa vzpostavlja. Hkrati v bistvu se dekonstruira ne samo lik John Wayna, ampak igralec John Wayne, hkrati še pa režiser sam sebe stavi na prav faktore in na pol apologetsko pristopi pri tem filmu in mi je zopet Gesamtkunstwerk v tem smislu, podobno kot je Clint Eastwood potem naredil za Unforgiven. Ja, pa Logan recimo je isto, ne? Ki je sicer dosti bolj tematsko povezan s Shaneom, ampak na tej ravni je to. Ne? Pa, bom pač rekel tako, da čeprav mi je Searchers vredno film, se mi pa zdi Logan boljši, ker mi je bližje, ker danes živim. No. Mene pa preseneča, saj tudi danes živim, veš kaj? Ne, pa ne. Ti pa ne, ti si včeraj. Meni se zdi, ful je težko primerljivo to. Res, ful bi pazil tem boljše, slabše, ker pač, vstopi v ta film z zavedanjem, da pač to so 50-ta, kjer so pač staroseljce jemali na ta način. Ženske na ta način. Čast in slavo na ta način. Ne vem, kaj še ameriški sen je bil to pa to. Zavedaj se tega, če boš pa brez konteksta v letu, pa to jemal kot sodoben bralec, ki je zelo slabo razgledan, boš pa imel probleme. Ja. In orang, in seveda, da imaš probleme. Mislim, kaj delajo tlele z... Ampak niti ne, mislim, oziroma, oprosti, tudi film eksplicitno pokaže ameriško vojsko kot genocidno, tegle šerife, deputije, ki jih zaprisegajo brez plačila in zgolj z obljubo. Odkrito povejo tudi Martinu, da pač če ti ne bo ratal rešiti debi, mi ne ciljamo, mi sam šicamo. Mi žensko, mlado, moško, mi sam šicamo. In to je tekst, to ni subtekst. In v bistvu Ford tlele naredi zelo, zelo sodoben film. Ja, jaz tudi moram reči, za meni se pa zdi, da vseeno lahko. Posebej se mi zdi, da te perspektive, recimo Shane in to, neke so te novejše stvari, ki še vedno lahko interpretiraš in zame je pač to umetnost. Jaz bi vseeno skušal gledati, brez še sem razumem, kaj hočeš povedati. Ampak definitivno se mi pa zdi, da je pa nekaj brezčasnega v njih in meni je res fantastično. Če moram reči, da recimo čakam in pričakujem zadnji, recimo Tarantinov film in če bo dosegel Searchers, dekonstrukcijo samega sebe, pa tega, kar je počel na ta način, kot en Ford pogleda kritično na svoje lastno delo, to se mi zdi pa en tak višek samozavedanja, ki me zanima, če ga je recimo Tarantino sposoben, če je on sposoben komentirati samega sebe. Ali pa Spielberg, na primer, ki v primerjavi s tem Feldmanovi, oziroma kako so že Fablemanovi, izpadajo parodija. Če tako so postavljali. Ne, če pogledaš kot nek film, ki naj bi vrhunec kariere, poznega stadija kariere predstavljal, mislim, težko prideš do tega. Altman in kaj tisti Radio Show, tisto je na tej ravni, ampak pač ful bolj... tako, zdi se, zgleda, da pač Ford je zelo dobro vedel, kaj govori, pa kako sam sebe vidim, pa kako John Wayne vidi, pa kako sam žanr vidi. Pa ZDA. Ja, pa ZDA. Mislim, tako je bil zelo... Kljub temu, da lahko učitaš politično mlačnost ali pa mogoče pač zelo bedno portretiranje staroseljcev, za katere je sam zelo močno odgovoren, ampak tlele pa mislim, da neko jasnost zadevno. Tudi malo pa rekel sebe šel, ker on je v resnici v tej svoji Cavalry trilogy, se pravi trilogiji, kako bi temu rekli, kaj so Cavalry? Konjenica. Hvala, Igor. Je on bil v nekaterih delih je zelo promilitarističen, je zelo za ameriško, zdaj se gre tako na pamet, ne bom spomnil, ampak v tistem filmu, v katerem ki spada kot tista drug, mislim, da je že v stečku Fort Apache, je vseeno na koncu recimo pokaže neko, kljub vsem napakam, ker to je zgodba o Custerju, pokaže, da vseeno ameriška vojska je nekaj dobrega, pa ne vem kaj. Tukaj je pa šel čez sebe in res kaže ameriška vojska, tako si ti rekel, kot pač manijake, dejansko kot strahopetce, bedake, ki bojo pač sam streljali, pobili vse in nadil. Pokaže jih kot genocidne manijake, ki so postreljali, v bistvu to je off-camera, sicer pokončajo neko vas, kjer je skvo žena od Martina, povrhu imaš pa tega bebavega gnepo babyja, ki z mečem krili naokrog, na koncu pa še joke iz tega, ker je v bistvu glavnega župnika / reverenta, šerifa štihnil v rit. Mislim, jih pokaže kot popolnoma nekompetentne. Tako da to se tudi meni zdi. To je, jaz mislim, da je to nek
bil absolutno začetek konca westerna. Meni je masterpiece. Tako. In, eno vprašanje imam glede tega, jaz nisem bral, to je po romanu narejeno, koliko te zgodbe je pa vzete Vektorju od vaju? Nisem bral, sorry. Ne, vem. Mislim, da bom jaz pogledal, če imamo to v zapiskih, ker vem, da sem pač te stvari tudi mal nadzoroval, koliko je pač karkoli, ampak jaz mislim, da ni toliko velik direkt ven iz knjige. Tudi scenariju je Ford veliko dodajal. Jaz sem gledal en esej, kjer tudi on se sprašuje, zato ker ne vem, scenarij ali ni ohranjen ali ne vem kaj. Ni čist jasno, kaj so Fordovi dodatki in kje se tukaj stvar skratka prepleta. Čak, a je to tale film, a je to ta prvi film, v katerem pa Ford, če se prav spomnim, so posneli Making of, ja. Tako da mogoče pa to tam lahko pogledamo. Skratka, zanimivo je, Ford je bil tudi en prvih teh režiserjev, ki se odločil in je prav snemal, skratka tudi kako so snemali produkcijo tega filma in da so kasneje to, zdaj ne vem, kaj so s tem počeli, domnevam, da tega niso v kino kazali, domnevam, da je to šlo kakšen arhiv ali pa karkoli. Na TV je že bilo takrat, mogoče, ja. Ampak tudi v kinu so newsreels vrteli pa karkoli, lahko da se je to uporabilo za promo za film. Kakorkoli, ampak skratka posneli so making of tega filma, kar se mi zdi tako zelo skratka tudi z nekega filmskega vidika ali pa filmske zgodovine. Zelo zanimiv ta film znotraj pozicije, ne samo žanra, ampak znotraj filmske zgodovine. Hočete omeniti, če kakšen film iz zlate dobe, ki vam je bil všeč, pa ga nismo imeli cajta omeniti? Ja, jaz bi omenil nekaj, kar bom sicer potem, ko pridemo do 2010 oziroma 2000, jaz sem pogledal, v bistvu za zlato dobo sem mislil, da bo full pasal noter, ne? Pa sem pogledal The Treasure of Sierra Madre. Ne? Ok. Ja. Ampak sem bil full šokiran, ker tako, wow, to je full western, ampak hkrati ni western, pa hkrati je kao There Will Be Blood. To je tak direktni predhodnik tega. Ne? V bistvu nimaš niti toliko zgodbe kavbojev divjega zahoda, ampak je divji zahod predstavljen na pohlep v neodkriti pokrajini, kjer smo pa gold diggerji. In Humphrey Bogart kot neki nadebudni klošar tako začne, skuša obogateti hitro, ne? Se mi zdi, da v bistvu kao full skine ta lik pa film, full skine teh nekih določenih klasičnih klišejev, ameriški sen, individualist, pohlep in tako naprej. Hkrati je pa full obsodba tega. In je odlično posnet, ampak težko ga pa tlačim v zlato dobo. Mislim, da je full ali pa western, ampak mislim, imel sem ga na teh listah gor, na enih 3-4, pa sem bil ok, demo, ne? Ker hotel sem probati, če tu pa tam kjerega, ki ni zdaj direktno kao. Meni je to dost bližje tem gangsterskim filmom iz časa prohibicije. Mislim, ki se dogaja v času prohibicije. Po enih temah, ki jih razišče, čeprav je postavljeno na divji zahod. In kar je pa poleg There Will Be Blood inspirirano, ni nič manj pomembno, tudi mojo kratko zgodbo. V jazbini, kjer so pač tele na meteoroidu, minerji in potem na točno, prebral. Ja. Zelo neskromno si se sektiral, hvala Igor. Ok, to si pogledal, še kakšnega mita si pogledal? Ne. Jaz bom nekaj sem naštel, oziroma še na hitro priporočil bi The Oxbow Incident. To je iz 43. in je zgodba Henry Fonda igra zgodba o linčanju, skratka Henry Fonda se sooči z besno množico, ki kar hoče linčati neke, ki naj bi ukradli neko živino, seveda se izkaže, da to ni res in skratka en tak psihološki western. Red River je zelo lep western iz 48. kjer John Wayne že igra protolik za Searcherse in kjer Howard Hawks tudi pokaže, kako ta individualizem, da nek vodja, ki kar sam vodi, skratka to je prvi film o tem prvem prečkanju te neke, mislim, da je Chisholm Trail, se imenuje, skratka, kjer so živino gnali, skratka, po neki in so res lepi prizori, kako živina prečka vodo, ne morje. Zdaj sem že bil v Mojzesovih časih. Reko ali pa potok. Res, ene ful lepih, ampak ta njihov vodja je čist kreten in kar bi linčal ljudi, ki nočejo več tega početi. In tako kar. Forda Apache sem že omenil, to je še en od skratka Johna Forda film.
tukaj se mi zdi zanimiv pač ta spet njegov portret staroseljcev, ki je pozitiven, ker John Wayne igra lika, ki je za staroseljce in skuša skratka preprečiti Henryja Fonda, ki je nek mlad oficir, ki hoče vse potamaniti, da bi to naredil. Potem je She Wore a Yellow Ribbon, zelo nekaj podobnega. Winchester 73 je tak omnibus zgodb, v katerem James Stewart lovi svojo puško, ki mu je nekdo ukradel. Winchesterke, ki jih nismo danes omenjali, pa jih bomo pištole veliko omenjali pri špageti westernu, tako da ni treba. Tukaj ampak šlo je za prvo to repetitivno puško, repetirko, ki si lahko večkrat streljal z njo in je taka legendarna. Shayna smo omenjali, Johnny Guitar me je zelo en teh filmov, ki me zelo presenetil. To še moram, Iz 54, ki je deloma tudi horor. To je film, ki je narejen kot horor in taka psihološka tesnobka in je zelo nenavaden in sploh nekako ne paše čisto western, no? Ampak John Crawford kot Frenchie, ali kaj že je, lastnica tega lokala je fenomenalna. Vera Cruz je potem še ta je pa že zelo špageti western. To pa je moj predhodnik špageti westernu, kjer skratka zlato, ki ga skuša cesar Maksimilijan poslati v Evropo, s katerim bi nabiral Meksikajnare. Skratka ti Gary Cooper in Burt Lancaster se kot Američana, ki bosta spremljala to zlato, seveda pa hočeta ukrasti to zlato, to je Aldrichov film, zelo, se pravim, že zelo špageti western, s tem, da tudi Charles Bronson igra lika, ki igra ustno harmoniko. The Man from Laramie je taki čist tipični western Anthonyja Manna z Jamesom Stewartom, ta se mi ni neki posebej, moram priznati, dopadel. The Teen Star je zanimiv zato, ker je Anthony Perkins, ki ga Henry Fonda uči, skratka, kako biti revolveraš. Noč se pojavi Lee Van Cleef, ki bo v tem špageti westernih 3 ali 4 učil mlajši lik, kako streljati revolveraše. Ten to Yuma je zelo zanimiv. Jaz pa tudi se spomnim, ker sem gledal predelavo in mi je bila predelava celo boljša po spominu zdaj. Bom jo pogledal še enkrat. Predelava je v redu, ker je Christian Bale toliko dober. Ja, boljši igralci. Jaz mislim, da je to sem noter. Tukaj te psihološke njune povezave sploh nikaj dosti je bolj na akcijo. Osredotočeno, Gunfight at the Oke Koral je bil eden mojih najljubših, do Tombstona, en mojih najljubših prikazov tega spopada, sta Burt Lancaster, je Wyatt Earp in Kirk Douglas je Doc Holliday, koga hočeš boljšega za Doca Hollidaya. In pa na koncu The Magnificent Seven, to pa je ta štorija, ki smo jo pol pač videli predelavo, to je seveda 7 samurajev in tu noter in potem smo to videli še marsikdaj, tudi nazadnje je sodobna predelava tega, z enim od Chrisov. Ja, ne, Chris Pratt je not, pa Ethan Hawke je super, pa mislim, da je Denzel D'Onofrio. Zelo v redu. Ethan Hawke igra tega Yul Brynner karakterja. Ethan Hawke je ta zapiti. Drugač pa je tudi tale zadeva od Zacka Snyderja je Magnificent Seven, a ne? Ti si jo dejansko pogledal tega. Ja, Rebel Moon, tako. Jesus, jaz bi še dodal en film, in predvsem zato, ker zdaj Aljoša je našteval filme, ki si zaslužijo, da so omenjeni, ampak film, ki ga pa actually lahko pogledate, brez da piratizirate ali ne vem kak fejst se morate potruditi, je pa Man of the West, ki je na Amazonu in je tudi zelo dober, je iz 58. Gary Cooper igra in je bivši zločinc, ki potuje na vlaku zato, da bi ima denar s sabo, da bi najel učiteljico in vmes njegov bivši gang oropa ta vlak in njega vzamejo za talca, kar je zelo drugače in podobno kot Eastwood v Unforgiven se on ful tudi trudi, da ne bi zašel nazaj na morilska pota, ker je srečno poročen in mu ljudje zaupajo ta denar, ni ga on ukradel. In potem se pač stvari dost temno, dost temačen konc je za tok zgoden western za Garyja Cooperja, ampak je zelo v redu za pogledati tudi pa. Ja, Gary Cooper, James Stewart, John Wayne, to so taki, jaz mislim, da zelo pa Van Cleef, jaz mislim, da je tudi zelo pogosto v teh filmih. Lancaster tudi je dosti kavbojcev igral. Pa Clark Gable, ne vem, ene par jih je, ne.
Ja. ena pa je. Pa mislim, da Henry je. Pa Fonda, ne? Tako pa Fonda, to so taki. Ja, čeprav se ga zanimivi. bolj zapomnimo v tem iz Bolognese. Ja. Vsaj jasno. Ja. Sej, tudi Van Cleef, jaz mislim, da tukaj v nobenem od teh filmov ni on v glavnih vlogah, šele Špageti mu je dal to možnost, da je on postal v glavni vlogi. In o tem bomo govorili v naslednji epizodi. Jaz sem mogoče hotel sam še reči, Mito tebe vpraša, če imaš kakšno, če še boš povedal kaj o spremembi tehnologije. Skratka, tukaj v westernih imamo te širokokotne. Ne vseh. Ne. Mislim, pojavi se počasi ta tehnologija, ki omogoča večje, lepše prikaze pokrajin, večjih kotih, I guess. Lej, Stagecoach pa High Noon sta posneta v klasičnem akademskem formatu 4:3, medtem ko v Searchers, Rio Bravo in tako naprej so pa začeli v bistvu iskati te anamorfne prikaze, oziroma to je leča, ki na isto širino filma lahko zajame več, zato ker ukrivlja svetlobo na določen način. To je v bistvu bil tehnološki napredek, pa v bistvu odgovor na televizijo, da v bistvu privabljajo z novimi tehnologijami, VistaVision, Panavision in tako naprej, več folka nazaj v kine. Tako da v bistvu je bilo nekako. Ja, a se jaz motim, imajo včasih TV zrezal to sliko, ko si ti gledal na prejšnjih. Odvisno, kaj si gledal, zdaj v bistvu, ali pa je senzibilnosti nacionalnega predvajatelja ali televizije. Naprimer, Hrvati so do neke mere imeli to senzibilnost, Avstrijci včasih ne, mi pogosto ne. Tako da v bistvu je zelo. Tako je, toliko so skrčili. Sliko, pa si imel podolgovate obraze, pa se je vsem zdelo to ok. Naprimer, če si bil kaj član lokalnih piratskih VHS izposojevalnic, včasih si naletel na kopijo, ki je bila obrezana, včasih ne. Mislim, da pa do rasizma je to pol prevedlo, ker recimo pri Ghostbustersih je lik tega temnopoltega Ernieja Hudsona skoraj izrezan iz večine kadrov, ko imaš vedno ob strani stoji. Ja, ker mora ob strani stati, kaj je črnc, no mislim, kaj si pomisliš. Da bo Billy Murray stal poleg nekoga. Ne, v bistvu sprememba se mi je zdela kot prvo v barvi, na koncu tega v 50-ih v barvi, pa v tem širokem kotu si lahko, to sem opazil, če primerjaš Stagecoach in High Noon, s tem, da skoraj 15 let razlike ali 13 let razlike, da v bistvu sta oba dva zaradi akademskega formata postavljena v nekem statičnem, bolj portretnem smislu. Veš, kaj mislim? Tile liki so zelo ikonični, figure izrisane zelo jasno. Medtem ko v anamorfnem formatu, širokokotnem formatu, imaš pa v bistvu počasno usrkanje te velike prostrane pokrajine, da v bistvu si tle se zavedal bolj kot v Stagecoachu, Monument Valley, pa puščave in tako naprej. In potem tista miniaturna figura junaka, antijunaka, kakorkoli, ki prihaja proti kameri noter. Tu se mi zdi, da v bistvu postane ta pokrajina, zahod, šele ikoničen. Toliko bolj ikonično. Se meni zdi, da šele s tem formatom dobimo ta divji zahod, kot ga pač mislim, da kot biva v kulturni pokrajini. Ok, super. Ljudje in ljudine, jaz vem, da ne boste verjeli. To je bila že naša. Jaz verjamem, stari. 194 epizoda, -5. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na Mailbot, podcast za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparato. Z vami smo bili Mito Vnulo Gegič, Igor, neki se blešči harp in Aljoša na 11 harlamov. Tole epizodo smo posneli pri Igorju doma v Šiški, ker Šiška rula Ljubljani, Ljubljana pa svetu. Hvala za gostoljublje, Igor. Mimogrede, dober špegl, bi bilo škoda, če bi se mu kaj zgodilo. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcasts ali Spotify, spremljate platformo Aparato z odličnim in raznovrstnim izborom podcastov in če ste prepričani, da je vaša sveta dolžnost, da poslušate vse epizode podcasta Obot, se nikakor ne motite. To je vaša moralna, etična, humanistična, da ne rečem religiozna dolžnost, ki jo izpolnite še pred 7. sezono. In če boste to storili, potem se vam obeta veliko bogastvo.
Seveda, govorim o notranjem bogatstvu, bogatstvu duha, znanja o žanru, filmu, televiziji, knjigah, stripih in kdo ni svojega partnerja osvojil tako, da mu je 3/4 ure razlagal o tem, kako in zakaj je edinostotnik Amerika vreden tega, da dvigne mjolnir. Pa še šamar stisne, ker v westernih je to kar pogosta stvar. Tako da se vam obeta tudi sreča v ljubezni. Podcast Obot, vaš talisman za bogatstvo, srečo in ljubezen. Na Twitterju nas najdete kot @podcast Obot, na Facebooku in Instagramu kot podcast Obot brez pikic vmes. Sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu objave. Vabimo vas tudi na naš Discord server, kjer lahko klepetamo o vsem tekočih epizodah, o tem, kaj žanrskega konzumiramo ali bomo konzumirali, sprotnih kratkih recenzijah in še marsičem. Na družabne omrežje še vedno tudi delimo rajcere, prikolce, novice sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko smerite vse vprašanja, pripombe, komentarje, načrte za odprtje saluna s plesalkami, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 194. epizoda, druga epizoda meseca Westerna. Dragi oboževalci in oboževalke, naslednja epizoda bo zunaj že naslednji teden, ko se bomo podali globoko v omake in priloge špageti Westerna. Do takrat pa hvala vam za vašo pozornost. That'll be the day. Hej ho! Hej ho! Hej ho! Hej ho! Ne, ti sploh ne povedi. Jaz mislim, da je ok, če ti ne bom. Jaz mislim, da je to. Bo v redu.